Koper pa bo danes bogatejši oziroma jutri za zbirko Tomosove dediščine. Stalna zbirka je rezultat preteklih sodelovanj Koprskega pokrajinskega muzeja, Motodruštva Rex in posameznikov, ki so verjeli v to zgodbo Kopra. No, v svoje vrste v središče mesta na Kidričevo, ker ima muzej sedaj že svoje mesto, vas vabimo v imenu omenjenega društva. Z nami je Stevo Vujić. Pri tej pobudi pa je seveda veliko prispeval, kolikor je seveda lahko tudi Tomo. Z nami je direktor Matjaž Kanduč. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Stevo, sanje se torej uresničujejo. Kaj bo ta zbirka pomenila za mesto? Ja, pravijo, kdor sanja, da sanja, ampak najbolj pomembno, da je prišlo do tega in da jutri ob 18. že zdaj povabim vse navdušence in ljubitelje in tiste, ki imajo radi to našo blagovno znamko, da pridejo na otvoritev. Pomeni pa dosti v bistvu dodatno prepoznavnost mesta, hranjenje tehniške dediščine kraja in v končni fazi, če pogledamo z aspekta socialnega, to ogromno pomeni tem ljudem, ki so gradili to zgodbo skozi vsa ta leta. To ste razumeli tudi vi. Pomembno je poznati tole zgodovino, zato da lahko zremo v prihodnost. V kakšnih ritmih teče ta trenutek proizvodnja? Vemo, da je bil tudi Tomos velikokrat predmet novinarskih in časopisnih prvih strani. Ja, situacija je dosti pozitivna. Mi smo leto nazaj zagnali proizvodnjo ponovno tukaj v Kopru. Trenutno se soočamo z dosti pozitivnimi problemi v smislu, da je povpraševanje na trgu večje od naših kapacitet in dajemo vso energijo, da poskušamo zadovoljiti potrebe trga. Konkretno, v bistvu smo v tem trenutku polni do nekje februarja naslednje leto, ko se v bistvu začenja sezona in takrat spet pričakujemo nekaj novo naročila, tako da situacija je dosti pozitivna. Dejstvo je, da se Tomos nekje repozicionira v smislu vitke organizacije, krepimo blagovno znamko, poskušamo ponuditi trgu kvalitetni izdelek proizveden v Evropi. Ni nam tukaj cilj nekak borba za večji tržni delež, predvsem s kakšnimi nizkocenovnimi kitajskimi izdelki in nekje mislimo, da smo na pravi poti. Se pravi, proizvodnja tukaj v Sloveniji, v Evropi, mislim, da je to en tak prav izhodišče. Torej, ostajate na naših tleh, tu ravno spremljamo posnetke iz proizvodnje. Imamo pa danes tudi v studiu posebno družbo, Stevo. Bomo predstavili gledalcem. Bo to primerek, ki bo del te stalne zbirke v središču mesta? Da, bo del stalne razstave. To je, bomo rekli, Tomos prispevek, ki ga bi rekel tako, skriva vsa ta leta v razvojnih prostorih tovarne in je eden od 5 ali 6 preživelih primerkov, od tega so 4 v Tehniškem muzeju v Bistri in eden je tukaj, ki je v fantastičnem stanju in tudi voznem in ki bo tukaj tudi na ogled. Kar nas veseli za 2, ena anekdota kroži, ki sta bila še 2, sta nekje na poti v letalu se izgubila. Baje je eden še na Japonskem. Dobro. Nekje ga torej upajmo skrbno hranijo. Kaj bo še videti? Pri tem projektu so sodelovali tudi zgodovinarji, popisali ste to tehniško dediščino, zato da se ne bi izgubila. Da, jaz bi moral prvo spomniti na eno stvar, da ledino smo orali pred 2-3 letoma z kustosinjo Vlasto Beltram in takratnjo direktorico Bredo Krašna in jo nadaljujemo z gospodom Ivanom Simčičem, ki je zdaj kustos tudi v Pokrajinskem muzeju Koper in mislim, da najverjetneje bomo tudi nekako skupaj s Pokrajinskim muzejem Tomosom nadaljevali to zgodbo nek večji projekt. Sama postavitev, na hitro bi povedal samo to, da bo nekako kronološko zajeto tisto, kar je bilo narejeno od leta 54 pa nekje do leta 86 v smislu motorjev in tudi bi rekel nekako dokumentarnega materijala, kar se tiče fotografij in propagandnih prospektov in vsega tega, da bojo malo ljudje obujali spomine. No, to je veliko teh čustev do nekdanje tovarne, od katere je bilo odvisnih veliko družin v Kopru. Kako boste poskrbeli, da bo ta pozitiven duh vladal še v prihodnje? Kaj se vam še kaže na obzorju, zato da boste ostali? Ostali bomo. V Kopru je ostala dosti močna, sicer majhna, ampak močna ekipa, bi rekel, entuzijastov, željnih novih projektov. Mi krepimo razvojno ekipo, kot sem rekel, in nadaljujemo z elektrifikacijo. Dejstvo je, da še zmeraj živimo od bencinskih motorjev, ampak prihodnost je elektrifikacija. Mi računamo, da bomo nekje pred začetkom naslednje sezone prišli ven s projektom, ki bo zelo atraktiven, z zelo zanimivim atraktivnim partnerjem in
mislim, da bomo nekje, kot sem rekel, začetek naslednjega leta vsi skupaj pozitivno presenečeni. Zaenkrat pa ne bi še konkretno govoril o tem projektu. Dobro. Lepo je videti, da se preteklost in prihodnost spajata, ta trenutek v sedanjosti. Mogoče še namig, kaj lahko jutri na Kidričevi pričakujemo, velik praznik za Koper? Mislim, da je to velik praznik za Koper in že zdaj vabimo vse, ker se bo kar dogajalo, bi rekel, prišli bojo vsi fantje z cele naše Slovenije, tako kot s športnimi motorji Tomosovimi, ki bodo prizorili in demonstrirali to, bi rekel, pomembno segment Tomosove proizvodnje, ker v športu je bil zelo uspešen. Imeli bomo tam koncert, degustacije, tam se odpira še enoteka, kjer bojo pokušena istrskih dobrot, tako z vina in z hrane, tako da cela ulica bo v njih dan zaživela in mislimo, da bo to živela naprej, kar je najbolj pomembno. To je pravzaprav tudi namen te zbirke, ne? Najlepša hvala za tole jutranje druženje, vse dobro danes in vse dni in hvala še enkrat. Hvala tudi vam. Hvala vam.